9. maja leta 1945 se je na evropskih tleh končala druga svetovna vojna. Da se grozote iz tega obdobja v Evropi ne bi več ponovile, je vzniknila ideja o povezanih državah. Države, ki med seboj trgujejo, namreč ne bodo napadle druga druge, saj bi jim to škodilo. Leta 1950 je francoski minister Robert Schuman v Parizu predstavil zamisel o poznejši Evropski uniji. Tako so se države leta 1950 najprej povezale predvsem gospodarsko. V Evropski skupnosti za premog in jeklo. Premog je bil pomemben, saj je dajal energijo tovarnam, te pa so proizvajale vse, kar so ljudje potrebovali, tudi jeklo za stroje, hiše in ceste. Premog in jeklo pa sta bila potrebna tudi za izdelavo orožja. Tako nobena država ne bi mogla izdelovati orožja, ne da bi za to izvedele druge. Držav ustanoviteljice Evropske skupnosti za premog in jeklo je bilo 6: Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nemčija in Nizozemska. 7 let pozneje, leta 1957, je bila ustanovljena Evropska gospodarska skupnost ali skupni trg. Ta se je leta 1993 preimenovala v Evropsko unijo. Slovenija je skupaj z 8 drugimi državami postala njena članica leta 2004, 3 leta pozneje pa smo začeli uporabljati tudi evro. Evrski bankovci in kovanci so v Evropi prvič zaokrožili leta 2002. Sprva so se države povezale zaradi skupnega gospodarstva, danes pa je v Evropski uniji 27 držav in 23 uradnih jezikov, ki jih govori 0,5 milijarde državljanov. Gospodarskemu sodelovanju pa je sledilo tudi politično. To je zajelo še druga področja, med drugim pomoč manj razvitim državam in sodelovanje pri varovanju okolja. Evropska unija ima 4 simbole: zastavo, himno, geslo Združena v raznolikosti in praznik dan Evrope, ki je 9. maja, torej na dan, ko je bila predstavljena ideja o povezovanju evropskih držav.